Ok, gremo kar na stvar. Ne bi rad dolgo vezal, čeprav imam občutek, da se bo tole kar razvlekel. Preden začnem, bi rad povedal, da takoj, ko sem objavil prvi story in sporočil, da bom stvar pokomentiral, sem že dobil prijazna sporočila oziroma priporočila, da naj se tega ne grem, ker se ne zavedam, s kom imam opravka in kdo dejansko Starej in Maraja oziroma Aleš Vovk in njegova žena Marjetka Vovk. Večina jih pozna kot zaljubljen par, dobro znan par v Sloveniji, ki se dejansko pojavljata povsod, kjer je karkoli povezanega s slovensko glasbeno sceno. Ta dva sta meni osebno antipatična že zelo dolg časa, delujeta mi zelo umetno. Glede na to, da po mojem mišljenju imam zelo dober občutek za ljudi, mislim tudi, da se glede njiju nisem zmotil. Za njega sem bil zmer prepričan, da gre za enega narcisa, enega težkega manipulatorja, neke vrste tudi psihopata, ki je nekako zakoreninjen v ta svet glasbe na slovenski sceni in ima dejansko skoraj, da ne monopol povsod, kar se medijev tiče, kar se tiče raznih audicij glasbenih, kakor so talenti in tako naprej. In konec koncev tudi Sazasa in avtorskih pravic in vsega. Dejansko je to en zelo velik biznis, ena korporacija, ki je dobro naštudirana in ki prinaša veliko denarja. Izhajal bom iz zgodbe, ki je v bistvu pripeljala do tega, da sploh komentiram ta srečno zaljubljen par, ta dva glasbena ustvarjalca, producenta, glasbenica in tako naprej. In ta zgodba je zgodba Nike Zorjan. Ogromno ljudi mi je poslalo njeno objavo in v kateri je dejansko žalostno povedala, da je izgubila vse videospote, da v zadnjih 13 letih vse, kar je ustvarjala, kar je posnela, je dejansko šlo v pozabo in da je vse zbrisan, zato ker je kršila avtorske pravice, se pravi Aleša Vovka in Marjetke Vovk, Raja in Maraje. Kako je prišlo do tega, to bi vam rad razložil na nek nepristranski način, ker tukaj so stvari malo bolj umazane, kakor izgleda. Če gledamo vse skupaj kot nek biznis, potem Rej in Maraja nista naredila čisto nič narobe. Dejansko imata vso pravico odstraniti te videospote, ker sta na nek način lastnika oziroma imata avtorske pravice nad komadi Nike Zorjan in ne samo njenimi komadi, ampak komadi mnogih mladih in naivnih ljudi, ki so prišli do njiju z nekimi iskricami v očeh in upanju, da bodo uspeli in ratali prepoznavni in se ukvarjali z glasbo, ki jim je tako pri srcu. Ne vedoč, da imajo opravka z narcisom, ki jih na manipulatorski način pripelje do nekega zaupanja in jim zamegli medtem ko podpisujejo te pogodbe. To so hudičeve pogodbe. Glede na to, da sem prišel do nekih notranjih informacij, kako približno te pogodbe izgledajo, recimo za primer bom vzel nekoga, ki je še zmer suženj tega sistema, to je Luka Basi, nekdo, ki se ni uspel še izogniti tem krempljem in se rešiti teh muk. Recimo pri njemu je pogodba, da približno 50% vseh zaslužkov, ki pridejo z njegove strani, se pravi dobi Rej. In ti podpišeš z njim pogodbo, da gre 50% zaslužka njemu. Se pravi, če ima Luka Basi nastop in zaračuna primer 8 jurjev, od tega gre takoj Reju 4 jurje, ostalo pa ostane Lukatu. S tem, da Luka s tem denarjem še plača band in vse nastale stroške za ta nastop. Glasbo
Ne piše on, pišejo določeni producenti, tekstopisci, ampak na koncu se zmer podpiše kot izvršni producent Ray. In vsa predvajanja in nastopi dejansko grejo tudi njemu v žep in to večino denarja tega. Tudi predvajanja na radijih, ki potem pol pridejo prek Sazasa in tako naprej, večino tega denarja dobi Ray. Zdaj, to se vam zdi tako suženjsko, ampak morate se zavedati eno stvar, da te ljudje, preden so podpisali z Rayom karkoli, niso bili uspešni glasbeniki, niso imeli ustvarjene kariere in dejansko so zaradi njegovega renomeja in vsega tega in njegovih lovk, ki jih ima v temu. In glede na to, da ima Ray že vlaufan sistem, kar se tiče marketinga, kar se tiče tudi videoprodukcije in predvajanj na radijskih postajah, ker ima on dejansko tukaj nek nadzor, on dejansko lahko iz nekoga X naredi zvezdo skoraj čez noč. Res, da je dosti teh zvezd narejenih zelo umetno. Vem tudi, da je ogromno njihovih ogledov tudi kupljenih, ampak pustimo to. Dejstvo je, da jih čez cajt ljudje začnejo poslušati, otroci, starejši, kdorkoli že. Ratajo znani v Sloveniji, začnejo nastopati in tako naprej. In dejansko je Ray nekako zaslužen za to, da so oni prilezali do te točke, kjer so. In on si, glede na njegov ego in vse ostalo in biznis, ki ga je ustvaril, on ima to pravico. On si pač dejansko lasti to pravico, da dela s tabo, kar hoče, v okviru te pogodbe, ki si jo podpisal. Ampak, ko ti podpišeš to pogodbo, se takrat sploh ne zavedaš, koliko te to dejansko omeji, kakšen suženj rataš temu in da dejansko tukaj praktično do izteka pogodbe ni nobenega izhoda. Kazni so ogromne, odškodnine in tako naprej, ki jih treba pol plačati njemu, so tudi ogromne v primeru, da se tega ne držiš. Recimo talenti, Slovenija ima talent. Ko je še Ray bil neke vrste produkcija pri teh audicijah, je Marjetka bila v komisiji, to se verjetno spomnite, in preden prideš v polfinale ali pa finale, si dolžen podpisati z Rayom pogodbo, ker on te od tistega momenta naprej vodi. Tako da ti kot nek mlad glasbenik, nahajpan s to željo po tem uspehu in slavi in tako naprej, ne razmišljaš kaj preveč, spustiš se naivno v to, podpišeš to pogodbo, ker si pripravljen iti do konca in zmagati in ratati slaven in delati in tako naprej. In ko enkrat podpišeš to pogodbo, si dejansko tak suženj, da ne moreš niti storija več narediti za Instagram brez njegove odobritve. Nobenega nastopa ne moreš imeti brez njegove odobritve. Na privat žurkah ne moreš nastopati. Da narediš en koncert, da nastopaš pred svojimi frendi s kitaro v roki in da jim hočeš nekaj zapeti, dejansko ne moreš. Kjerkoli želiš nastopati, brez njegovega dovoljenja ne moreš. Kakršnekoli sponzorske pogodbe narediš s podjetji, ima on kos pogače in to velik kos pogače od tega. Tako da dejansko te on vodi, on ti je mentor za vse in njega se vse vpraša in on mora imeti vse pod nadzorom. To je toliko enega denarja, da se vi sploh ne zavedate, ampak konec koncev, to je biznis. To, kar on počne, to je popolnoma legalna stvar. Zdaj, koliko je to moralno sporno iz vidika, da on nekomu pristop pod pretvezo, da mu hoče biti prijatelj in da pol ratajo vsi ena velika družina in si pomaga med sabo in dela skupaj. Ko ti naivno misliš, da ti nekdo hoče dober, v zadju pa samo on računa in šteje in dela matematiko za cel ta svoj biznis, je pač, ko potegnemo črto, je problem pri izvajalcih samih.
Zakaj je dejansko Nika Zorjan žalostna? Predvidevam izključno zaradi tega, ker mi deluje kot nekdo, ki ni pokvarjen, nima slabih namenov in nekdo, ki je bil prepričan, da ima vse prave, iskrene prijatelje, ki jih hoče pomagati in delati za njeno dobro. Ampak se ni mogoče zavedala, vsaj v štartu ne, da je vse to drugo kot prijateljstvo in družina in neka dobrota in nič pokroviteljskega kleni. Tako da na nek način, grdo se sliši, čuden se sliši, ampak ne more jamrati, zato ker ona dva imata vso pravico narediti to, kar sta naredila in ona dejansko tukaj ne more narediti čist nič. Kako pa to zgleda za vse nas, ki smo samo opazovalci, je pa itak druga zgodba. Kakorkoli se meni zdi ne fair to, kar sta ona dva naredila, sta imela čisto vso pravico to narediti. Ampak vse, kar želim, je, da se vsi bodoči mladi talenti, ki si želijo uspeti v življenju, sploh na glasbeni sceni pri nas, da se v velikem in širokem loku izogibajo teh ljudi, ker ko enkrat padeš v njihove kremplje, si nažalost pečen. In če si ne želite tega, potem se jih izogibite, kolikor se le da, in bodite previdni, s kom delate, kakšne pogodbe podpisujete in razmislite dobro, a se splača vse za ceno slave in tega denarja, ki ga dobiš, trpeti. Glede na to, da je to vse skupaj za njega samo biznis in da nima razvite čustvene inteligence in da nima empatije za Niko in za nobenega, težko verjamem, da se bodo te komadi vrnili nazaj na YouTube, pa če se mu vsi obesijo za vrat, ker ego dela svoje, položaj, na katerem je, dela svoje, moč ima, lahko si privoščiš očitno marsikaj. Ampak če se motam in če te komadi in spoti kdaj prijo nazaj, potem dejansko obstaja nek kanček upanja, da ima ta človek neki dobrote v sebi. In da ne gleda vse samo čez denar in čez posel, ampak dejansko naredi nekaj zato, ker se mu zdi to moralno prav. Jaz dvomim, da se je to zgodilo, ampak srčno upam, da obstaja neka možnost, da to prije nazaj gor, ker mi je nekaj res žal. Tako da to je nekako uvod v vse skup, da nekako razumete, da si on to lahko dovoli in kar je naredil, je pač iz tega vidika čist dovoljena stvar. To, ki je pa to nam čist narobe, je pa pač stvar, ki njega ne zanima. Ampak zato, ker to njega ne zanima, tako tudi mene ne zanima in kakor on zna biti žleht, znam tudi jaz biti žleht. Zdaj je samo vprašanje, ker jaz ne vem, a je on bolj žleht od mene ali ne. V vsakem primeru sem jaz glede tega ful tekmovalen in bom probal mi biti še bolj žleht, kakor je on. Ogromen enega umazanega perila prihaja do mene, ogromen enih stvari in informacij, ki jih dobivam, ki jih sproti tudi preverjam in probam biti čim bolj fair. Tako da vse to bo prišlo počasi ven.